Pozdravljeni! Začeli bomo z utrinki z osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti, ki jo, tako kot običajno, združujemo z otvoritvijo festivala Ormoško poletje. Proslava ob dnevu državnosti je potekala na grajskem dvorišču. Slavnostni govornik je bil župan Danijel Vrbnjak. Spoštovane občanke in občani občine Ormož, spoštovani gostje, spoštovane Slovenke in Slovenci. Nocoj smo se zbrali na predvečer državnega praznika Dneva državnosti, kateri nas spominja na zgodovinski trenutek, ko je bila razglašena samostojnost in neodvisnost naše Slovenije. So datumi in so dnevi, ob kateri se zgosti zgodovina. Pa naj to velja za življenje posameznika, mesta, občine, naroda, države. 25. junij 1991 je dan, ki je dobil ime Dan državnosti in ob katerem se je zgostila slovenska zgodovina. Je dan, ki je v zadnjih 28 letih postal simbolna točka ter presečišče teženj in sanj slovenskega naroda po svobodi in samostojnosti. Imeti lastno državo, imeti lastno domovino je tisto, na kaj moramo biti posebej ponosni. Plapolanje slovenske zastave, prepevanje slovenske himne nas Slovenke in Slovenci morajo povezati. Ob tem moramo začutiti pripadnost, naklonjenost, kot tudi hvaležnost. Slovenski materni jezik, eden izmed največjih prelomnih trenutkov življenja je, ko dobiš otroka. Pogovor z otrokom, učenje prvih slovenskih besed je tisto, kar nas bliža in nam daje ne samo povezanost na nivoju sporazumevanja, ampak tudi dejstvo, da pokažemo to, da smo Slovenci in da si želimo, da tudi naši otroci ostanejo Slovenci. Pravijo, da smo narod pesnikov, pisateljev in kulture. Res je, vse to smo. Imamo bogato kulturo in bogato kulturno dediščino. Vendar pa mi vsi skupaj vemo, da še zdaleč nismo samo to. Že dolgo smo tudi narod dobrih podjetnikov, znanstvenikov, inženirjev, vojakov, misionarjev. Poznamo svetovno poznana slovenska podjetja, poznamo svetovno poznane slovenske športne dosežke in smo na njih upravičeno ponosni. Poznamo tudi rešitve, ki so plod slovenskega znanja in ki premikajo meje možnega na marsikaterem področju. Ustvarjalnost, delavnost, podjetnost, predanost, pravičnost, odprtost, strpnost, poštenje, solidarnost. To so stare slovenske vrednote, katere pa bi morale biti osnova našega življenja, kot tudi slovenska samozavest, katera bi morala Slovenijo popeljati na vrh uspešnosti. V tem pomenu Slovenija potrebuje nov družbeni dogovor. Dogovor, ki bo temeljil na vrednotah, vpisanih v tradicijo. Pri tem moramo veliko truda in tekočutnosti vložiti v spodbujanje in vodenje odprtega, strpnega in vključujočega družbenega dialoga. Izgraditi je potrebno skupnost, v kateri bo vsak dejal: mar mi je za Slovenijo, ker vem, da tudi Sloveniji ne bo vseeno za mene. Cankar je v svojih delih večkrat poudarjal, da lahko iščemo po vsem svetu prostor velikosti Slovenije. Vendar nikjer ne bomo našli prostora velikega kot je Slovenija, kjer bi našli toliko naravnih lepot. Tako lepih rek, travnikov, gora in jezer, kot tudi širnih polj, sinjega morja in seveda tudi naših vinskih goric. Res je, imamo nebesa pod Triglavom. Če pogledam skozi svoje oči občine Ormož, kot del te naše prelepe domovine, to je tisti del Slovenije, v katerem želim živeti. To je tisti del Slovenije, kjer želim ustvarjati. Ker pa ste mi vi, drage občanke in občani, zaupali župansko mesto, pa je to tudi tisti del Slovenije, za katerega si želim, da se razvije v sodobno občino, konkurenčno na vseh področjih. Želim, da to dosežemo skupaj. Želim, da med nami ni deljenja na moje in tvoje ali na mi in vi. Samo skupaj s pozitivnim pogledom lahko napravimo korake, ki bodo pomembno vplivali na nadaljne življenje našega dela Slovenije. Skupaj pišemo sedanjost, skupaj začnimo pisati prihodnost. Skupaj sanjajmo to, kar želimo, da bi se nam zgodilo. In skupaj sanjajmo tisto, kar želimo, da se zgodi našim otrokom. Nedolgo nazaj sem bil na
predstavitve ene pesniške zbirke. To je pesniška zbirka Anje Lazar iz osnovne šole Evenkovce. In rad bi vam prebral eno njeno misel, ko poudarjamo državnost, ko poudarjamo naše prelepe kraje, pa bi rad prebral, kaj zapiše učenka osnovne šole in kako vidi naš kraj, z naslovom Prlekija. Vsaki v Prlekiji je doma, je prlek, tega naj se zaveda. Veliko ljudi se Guča sramuje, meni pa je lep, ker tu domujem. Hočem videti svet, a vedno bom vedela, kje sem doma. Med bregovi, med pisanimi vinogradi, med bistrimi potoki in obdelanimi polji, pod cvetočimi lipami se počutiš kot pravi prlek. Naši ljudje so dobrosrčni, prijazni, gostoljubni in veseli. Pridi in videl boš, kje smo doma. Dragi rojaki, naša država je stara 28 let. Zrasla in pognala je močne korenine. Rasla in cvetela bo naprej. Od nas pa je odvisno, kakšne meri bo cvetela in kakšne sadove bo rodila. Naša Slovenija, naša domovina. Iskrene čestitke vsem Slovenkam in Slovencem v dnevu državnosti. Želim vam lep večer naprej ob skupini Vox Arsana. Hkrati pa vas povabim, da se udeležite čim več prireditev v sklopu festivala Ormoško poletje. Morda ob državnih praznikih, gotovo pa ob dnevu državnosti, nekoliko več razmišljamo o domovini, o pripadnosti in o ljubezni domovine. Razmišljanja na to temo sta pripravili dijakinji gimnazije Ormož, Kaja Horvat in Leja Samec, z mentoricama Aleksandro Štih in Blanko Erhartič. Lepa je moja dežela, tako so govorili naši predniki, tako govorimo sodobniki in tako bodo govorili naši nasledniki. Vsi s prepričanjem in s ponosom in z neskrito ljubeznijo. Slovenija je presežnost običajnega, presežnost lepote, presežnost govorljivosti narave, presežnost različnosti, presežnost polnosti. Veliko v majhnem, majhno s preobiljem danega. Za pest zemlje, vendar polno prgišče lepega. Proslava je tako kot običajno bila združena z odprtjem Ormoškega poletja, ki so ga naznanile fanfare. Tako, spoštovane Ormožanke, spoštovani Ormožani, festival Ormoško poletje je odprt, tudi uradno. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož je letos za popestritev junijskih in julijskih dni v Ormožu pripravil 22 prireditev, ki so razporejene do 28. julija. Otvoritvena prireditev pa je prinesla nastop ptujskega vokalnega kvarteta Vox Arsana.
sonce se postavljajo v dan, megli nad vodo strmi, poslednje sanje se umikajo v stran, nazaj v lepši spomin. Prvi žvižg se zareže v mrak in žarek se zarosi na strehe mesta, v glave, srca in kleti. Še nov dan se rodi, novo jutro, nov dan, novo jutro. Včasih redko, kdaj se fino ti zdi, da si živ, da te nič ne boli, da je najlepši žarek, ki tebe zbudi, ko si ga odrgne z oči, ker to je tvoje jutro, tvoj dan, tvoje jutro. Dobro večer, Ormož. Minuli teden je bila predstavitev načrta ureditve poslovne cone v Ormožu. Ormož si namreč obeta 3 milijone nepovratnih sredstev, da uredi poslovno cono tako, da bo pripravljena za investitorje. Gre seveda za velik in predvsem zelo dobrodošel projekt. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letošnjem letu razpisalo sredstva za izgradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture v povezavi s podpornimi storitvami za podjetja v občinah, kjer je izražen neposredni interes podjetij v smeri širitve in krepitve njihove dejavnosti. Na občini Ormož v skladu s tem pripravljajo projektno dokumentacijo za razširitev ekonomsko-poslovne cone Ormož, ki bo primerno urejena za ureditev nove ali širitev že obstoječe poslovne infrastrukture zainteresiranih podjetij. Javna predstavitev projekta je bila minuli teden. Jaz bi samo rad v osnovi povedal eno zadevo. Na občini, kot veste, pripravljamo projekte za ureditev obrtne cone. Verjamem, da nam z tem projektom lahko oziroma da nam bo uspelo, kar se tiče same ureditve. S tem bomo zagotovili 12,5 hektarjev, se pravi komunalno opremljenih površin v našem lepem mestu. Jaz verjamem, da vsi skupaj, ki danes tukaj sedimo, verjamemo oziroma vemo, kaj bo to pomenilo za gospodarsko rast. Gospodarska rast pa vemo, kaj pomeni za rast same občine Ormož in tega se na občinski upravi, kot tudi vsi, verjetno tudi vsi svetniki občinskega sveta tudi dobro zavedamo. Zakaj smo danes sploh vas povabili? Se pravi, želimo vas vključiti v same projekte že v začetnih fazah, bom rekel. Se pravi, da še izrazite svoje pomisleke glede okrog komunalne opremljenosti, glede, bom rekel, samih gabaritov in vsega ostalega, sedaj še možno nekaj spremenite in verjamem, da z roko v roki, bom rekel, gospodarstva nas lahko prijemo do pomembnih korakov, da to obrtno cono res napravimo, bom rekel, interesantno za vas, potencialne gospodarstvenike. Verjamem pa, da bomo to obrtno cono tudi napolnili. To je naša želja, to je naš cilj, s tem smo se zadali.
Za nami je težko delo že, kar se tiče okrog tega projekta. Vse bomo napravili na občinski upravi, da bomo ta projekt dobili pozitivno odobren. 3 milijone, več kot 3 milijone evrov vloženega v obrtno cono bi pomenilo velik uspeh za občino. Veste, do sedaj smo vlagali do 400 tisoč evrov vse skupaj v teh 10 letih, kaj bi pa pomenilo 3 milijone evrov v naslednjih dvoletnem obdobju. Gre pa seveda za projekt, ki vsebuje torej razširitev ekonomsko-poslovne cone s tem, da se uredi ta prometna infrastruktura, komunalna infrastruktura, kar se tiče odvajanja komunalnih odpadnih voda, meteorne kanalizacije, potem gradnja javne razsvetljave, potem vodovoda, se pravi, da se celovito uredi ta komunalna infrastruktura v obrtni coni, da imate, bom rekla, potencialni investitorji čim več na voljo, se pravi ugodnosti, ki jih občina lahko nudi gospodarstvenikom za zagon svojih dejavnosti. Bodisi, da se preselite, ker se že ukvarjate z določeno gospodarsko dejavnostjo, ali pa boste v tej obrtni coni šele začeli. Občina res želi spostaviti ugodne pogoje za razvoj gospodarstva, kot je že župan povedal, je to ena od bistvenih nalog občine. Dober gospodarski razvoj pomeni tudi nova delovna mesta, ki jih vsi spodbujamo, in pa seveda kakovostno in dobro življenje v občini. S tem se tudi izpolnijo pogoji za vse ostalo. Tako da, če samo povem investicijsko oceno, se pravi z vsemi projekti oziroma, da tako rečem, investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo, potem 10% upravičenih stroškov za nakup zemljišč, potem gradbeno-obrtniška dela, gradbeni nadzor, tuje storitve, ki se zahtevajo tudi pri tem projektu, kot so odmere, potem pridobitev lastninske pravice, torej sestava pogodb, overitve, in pa seveda v skladu z navodili tudi informiranje in obveščanje javnosti. Kot je bilo že včeraj tudi na seji občinskega sveta rečeno, smo podali projektni predlog za to obrtno cono na Mariborsko razvojno agencijo, ker vsi vemo, da je določen ukrep, na katerega se lahko poda prijava, in sicer komunalna ureditev teh obrtnih con. Sama tudi hodim na teritorialne dialoge, kjer so že določeni projekti uvrščeni. Tudi z gospodom direktorjem MGRT-ja imamo dogovorjen sestanek oziroma dobimo še termin, da še podrobneje predstavimo ta projekt. Dejansko je problem ta, da se zelo slabo črpajo evropska sredstva, in koliko imamo informacije, morajo biti projekti narejeni v čim večji meri, se pravi pridobljeno gradbeno dovoljenje in pa vsi pogoji, ki se zahtevajo za prijavo oziroma oddajo te prijave. Občinska uprava bo vsekakor maksimalno se potrudila, da bo vse te pogoje izpolnila in pripravila projekt tako rekoč ready to go. To je naš cilj in tega se tudi držimo in tudi v skladu s tem pripravljamo vse to, kar danes že smo priča temu. Zbrani, med katerimi so bili številni podjetniki, lastniki zemljišč in ostala zainteresirana javnost, so avtorji projekta predstavili vse podrobnosti projekta, od cestne, komunalne do energetske infrastrukture. Zainteresirani pa so imeli možnost podati pripombe in predloge ter postaviti vprašanja. Lastnike je zanimala tudi prodaja zemljišč, kdaj in kako bo potekala. Glede lastništva, odkupa bomo vršili sporedno z tem, kar delamo. Tudi kar se tiče OPPN-ja, tudi kar se tiče ostalih, zdaj vse sporedno. Da bomo to čim prej peljali, eno za drugim. Moramo to delati, glede, nimamo časa. Drugega časa ni, glede, mi smo to zadevo, smo postavili gor v mesto pa pol. V enem mestu pa pol smo to napravili, gledajte, to je kar nekaj dela, to je zdaj mogoče ena slikica vidno, pa tu ljudje, ki so predstavili v 20 minutah projekta, ampak je zatem kar nekaj bilo, projekte je trebalo spisati, določena zadeva prijavite, gledajte, tu so enostavna zadeva, zadnje je 3 milijone evrov. Od tega bo občina 10% porabila za nakup zemljišč. Aktualna cena za odkup znaša 13 evrov za kvadratni meter. Ko
Coworking je sodoben način dela, ki posameznikom in predvsem manjšim organizacijam omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovni prostor z ostalimi uporabniki. Odslej imamo coworking tudi v Ormožu, v zgradbi območne obrtno-podjetniške zbornice na Ljutomerski cesti 30. Zbrane na odprtju coworkinga je najprej pozdravila predsednica območne obrtno-podjetniške zbornice Mojca Šalamun, ki je med drugim povedala. Pred nami je ponovno izjemno pomemben dogodek za nas. Vedno namreč stremimo k napredku, ki nam lahko olajša naše delo. Naloga naše organizacije je, da na vse načine pomagamo obrtnikom in podjetnikom, da bi lahko lažje in bolje delali, poslovali ter živeli. Skrbimo za njihove interese in potrebe in gremo naprej, tokrat s coworkingom. Gre za novo pridobitev, ki bo podjetnikom v veliko pomoč. Lokalna akcijska skupina upravne enote Ormož je namreč lansko leto spomladi od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela odločbo o odobritvi 4 projektov, ki so usmerjeni v razvoj gospodarstva in so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v več kot 70%. Največji med njimi je bil prav coworking, kot imenujemo prostor namenjen timskemu delu v podjetništvu. Projekt sta izvedla obrtno-podjetniška zbornica Ormož in podjetje Opsen, ki sta med drugim odkupila in opremila skupni prostor namenjen pisarni za podjetnike z vso potrebno tehnično opremo. Na kratko smo ugotovili, da imamo tam 2 garaže, ki bi jih lahko preuredili. V bistvu so to fronte našega doma društev in smo zagotovili prostor v velikosti 32, malo več kot 32 kvadratnih metrov in še posebej, da malo uredimo zunanjost našega doma. V samem prostoru smo uredili 5 delovnih postaj s pisarniško opremo, z velikim multifunkcijskim tiskalnikom, predvsem zaradi tega, da lahko podjetniki, ki so člani obrtne zbornice, uporabljajo to opremo, kajti pri izdelavi raznih ponudb ali pa pri skeniranju nima vsak doma neke večje multifunkcijske naprave. Smo rekli, da nekaj takega rabimo in zraven smo ponudili tudi izobraževanja na področju podjetništva in seveda tisti, ki smo vključeni, imamo podjetje že kar več let in tudi drugi obrtniki, ponujamo tudi tutorski program ali mentorski program, to so te besede, ki nekje lahko se vsak podjetnik v primeru kakšnih izzivov podjetniških pokliče tudi popoldne koga ali pa vjutro ob 6. se najrajši pokličemo, da si kakšno stvar povemo ali pa si dajemo kakšna navodila. Malo da pogledamo, kakšne so te finance. Skupaj vrednost tega projekta z DDV je nekaj več kot 62.000 evrov, pri čemer je vrednost upravičenih stroškov 55.900 in predvidenih nepovratnih sredstev 44.720. Moram povedati, ni še zaključek tega projekta, pač je ena vmesna točka. Zaključek je marca naslednje leto, predvsem zaradi tega, ker smo mogli prerazporediti finančna sredstva, ker smo malo več potrebovali pri banki, da smo odkupili ta prostor. Prostor je enostavno povedano namenjen podjetnikom, ki potrebujejo pisarno. Vključite se lahko občasno ali redno iz različnih razlogov. Če potrebujete izmenjavo mnenj z ustvarjalci v drugih društvih, če potrebujete zgolj prostor za delo in če potrebujete prisotnost strokovnega svetovanja. Seveda pa lahko združite vse troje. Da gre za dobrodošlo novost, meni tudi župan, ki je bil tudi prisoten na odprtju. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu občine Ormož. Jaz sem zelo vesel, da je do tega prišlo. Moram reči, da ko je bilo poslano vabilo, sem bil prav presenečen, da ste to zadevo razvili. Zadeva je poznana, ampak tudi zelo uporabna. Jaz verjamem, da boste v tem prostoru skupaj tvorili nova znanja, nove ponudbe, nova razmišljanja. Temu je tudi namenjeno, da se družite, tudi mentorstvo lahko izražate. Poleg je tudi mrežni podjetniški inkubator, obrtna zbornica, predvsem tukaj vidi eno odlično povezavo, da se tudi mlada podjetja vključujejo v take navezave. Zato, da res
izjemoma, da ste se pravi pridobili tudi sredstva za ta namen, da ste se vključili v projekte in to zadevo nadgradili tako treba. Veseli me, da študirate razvojno, da se obrtna zbornica razvija. Letos praznujete tudi zavedljivo obletnico in verjamem, da še bo v tem letu marsikaj slišati o vas, za vas in tako naprej. Prostor bo večnamenski, zaenkrat je namenjen le članom obrtne zbornice. Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu je praznovala svoj 55. krajevni praznik. Proslavo ob prazniku, kjer so zaslužnim krajanom podelili tudi priznanja, so pripravili minuli petek. Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu trenutno šteje 1192 krajanov, ki živijo v 440 gospodinjstvih. V kraju delujejo številna društva, ki pa so tudi letos v času krajevnega praznika skupaj pripravili pester program, ki je trajal od sobote 15. junija do nedelje 23. junija. Zbrane na proslavi je najprej nagovoril predsednik krajevne skupnosti Boštjan Kosanč, ki je med drugim povedal. Med letošnjimi projekti, ki smo jih zastavili z svetom krajevne skupnosti, se seveda najbolj pomembni vzdrževanje cest. Od tega sta dve že realizirani cesti v Zasavci pri Novakovem Janku in v Miklavžu pri Ciglarič-Sandiju. Pred nami je tudi obnova kulturnega doma. Velika želja naš vseh je, da bi se na 56. krajevnem prazniku drugo leto bila otvoritev prenovljenega kulturnega doma. Redna vzdrževalna dela bomo opravljali tudi na športnih objektih in pokopališču. Vsi projekti seveda povezani z stroški in vseh žal ne bomo mogli uresničiti, za kar se vam že naprej opravičujemo. Potem je zbrane pozdravil tudi župan Danijel Vrhnjak, ki je krajanom čestital ob prazniku ter pohvalil vsa zelo dejavna društva v kraju ter predstavil načrte občine Ormož. Kulturni program so pripravili šolarji domače osnovne šole. Navdušila je šolska folklorna skupina in šolski ansambel pod vodstvom Leona Laha. Višek proslave pa je bila podelitev priznanj in plaket. Podelili so 4 posebna priznanja krajevne skupnosti ter bronasto, srebrno in zlato plaketo krajevne skupnosti.
Posebna priznanja so prejeli Robert Kosajnč, požrtvovalen gasilec, namestnik poveljnika, ki je še posebej dejaven na področju vzgoje mladih gasilcev. Irena Kosič, dolgoletna požrtvovalna aktivistka v prostovoljnem gasilskem društvu Hermanci, ki je zaslužna za vzorno delovanje društva. Roman Težak, prav tako aktiven gasilec, ki je eden tistih, ki se zelo redno udeležuje različnih gasilskih vaj in tekmovanj. Aktiven pa je tudi pri vzgoji mladih. Ter Gorazd Potočnik, predan gasilec oziroma dolgoletni član prostovoljno-gasilskega društva Hermanci, ki se izkazuje kot odličen koordinator različnih prireditev. Bronasto plaketo krajevne skupnosti so letos namenili Miri Lah, ki je ena tistih krajank, ki je aktivna povsod, v vseh sferah družbenega življenja v domačem kraju. Izkazuje se kot odlična organizatorka, ki rada poprime za vsako delo. Srebrno plaketo je prejel Franček Puklavec, idejni oče in lastnik turistične kmetije Puklavec v Zasavcih. In sicer za neprecenljiv prispevek k razvoju turizma v domačem kraju. Danes se Puklavec ukvarja s kiparstvom oziroma z rezbarstvom. Vodenje turistične kmetije pa je predal sinu Blažu. Zlato plaketo pa so letos namenili Vinku Miklužiču za požrtvovalno delo v mnogih društvih, prispevek k ohranjanju tako kulturne kot tehnične dediščine. Miklužič je namreč ustanovitelj in tudi predsednik domačega društva starodobnih vozil. Izkazuje pa se tudi kot odličen restavrator starodobnih vozil. V soboto in nedeljo po osrednji proslavi ob prazniku je praznovanje doseglo vrhunec. Kot običajno je praznik tudi bil čas za kulinarično razstavo in razstavo pridnih rok. Tudi v nedeljo so si v Miklavžu pri Ormožu pripravili pester program. Žal vseh načrtovanih prireditev zaradi dežja ni bilo, pa kljub temu. Bograča, ki so ga brezplačno dobili vsi obiskovalci, je bilo dovolj. Bila pa je tudi kulinarična razstava, ki jo je spremljala še razstava pridnih rok. Ja, našo razstavo kulinarike vedno dopolnimo tudi z drugimi prostovoljnimi aktivnostmi v naši krajevni skupnosti, predvsem pa z delom naših žensk, predvsem pridnih rok, ki izdelujejo razna ročna dela, kot ste tudi sami videli. Jaz sicer v glavnem se ukvarjam z tem, da pripravimo razstavo kulinaričnih dobrot, peciva. Včasih se odločimo tudi na posebno tematiko, letos pa smo kar pustili proste roke, da so ženske pripravile kar po lastni izbiri. In koliko se jih je vključilo v razstavo? V razstavo se je letos vključilo sicer nekoliko manj žensk kot običajno, to pa zaradi tega, ker smo v okviru krajevnega praznika, so ženske bile aktivirane praktično s pečenjem teh sladkih dobrot kar 3 dni. Že v petek, potem včeraj na prireditvi od vasi do vasi, danes pa še na kulinarični razstave. Letos se je 22 jih udeležuje na razstave. Razstavo so z lovskim kotičkom popestrili tudi domači lovci, kot običajno z veliko domišljije v razstavni prostor prinesejo koščke gozda in različnih nagačenih živali. Dežjak je precej okrnil prireditve, pa se niso prestrašili niti mladi gasilci, ki so se z vso vnemo lotili prikazovanja gasilskih veščin, niti lastniki starodobnih vozil. Bilo jih je malo, ampak dovolj za pokušino oziroma na veselje ljubiteljev starodobnih vozil.
Predsednik krajevne skupnosti Boštjan Kosanč pa opiše še dogajanje v soboto. Med drugim so na Krčevinah pripravili prireditev Od vasi do vasi in kolesarjenje po krajevni skupnosti. Včerajšnji dan je bil zelo lep, tudi obiskan presenečenje, kajti krajani so si vzeli čas, prišli na Trstenjakovo domačijo na Krčevina, kjer smo imeli zaključno prireditev Od vasi do vasi. Tudi kolesarjenje se je tam zaključilo. Glavno, bilo je zelo pestro, moram povedati. Vsi krajani so bili zelo navdušeni nad prireditvijo, ki smo jo nekako malo spremenili in smo jo povezali z kolesarjenjem. Tako da igre so nam uspele. Moram povedati, da je zmagovalna ekipa bila Velikega Brebrovnika, drugo mesto je bilo pri Miklavžu, tretje pa Hermance. Tako da vse ostale 9 ekip je bilo, tako da jaz mislim, da smo lepo uspeli včerajšnji dan in da so krajani tudi bili zadovoljni, ko so odšli domov. In kje bo prireditev Od vasi do vasi prihodnje leto? Ja, prihodnje leto pa bo prav v Velikem Brebrovniku. Se pravi, Veliki Brebrovnik je dobil prvo mesto in oni morajo poskrbeti za lokacijo, seveda tako imajo dogovorjeno, da tudi nekaj sladkega pride na mize, kot je bilo včeraj. Se moram res pohvaliti vse gospodinje iz Krčevin, pa čeprav je samo 21 številk in veste, če je to 21 številk, pa marsikateri starejši je rekel, po pol hiše prazne, tako da ni to veliko ljudi za pripraviti. Ampak so se zelo potrudili skupaj z kulturno-turističnim društvom, z gospo Lidijo, ki je to seveda imela nadzor veliki in je vse te program pa vse pripravila. Koliko kolesarjev je bilo udeleženih? Ja, kolesarjev je bilo letošnje leto malo manj, bilo jih je 24, s tem, da so starodobniki tudi popestrili to kolesarjenje in jih je bilo kar 11, tako da smo že skoraj enega hipa mislili na dvorišču pri Miklavžu, da bo več starodobnikov kot kolesarja, ampak ne. Bilo je luštno, tudi z vozovi, z starodobniki smo se peljali, tako da prav lepo je bilo po naši igriči, pa še hvala Bogu, vreme nam je naklonilo, kajti tista ploha je prišla prav, ko smo že začeli z igrami. Tudi letos je bilo vsega, za vse generacije in za vse okuse. Gre za druženje krajanov, pa tudi obeležitev spomina na dogodek, ki je zavedno zaznamoval življenje ljudi v kakšnem kraju. Ja, krajevni praznik je definitivno tako, da ugotavljate. Tu se spomnimo zgodovine, malo pogledamo sedanjost, pa lepo je, da pogledamo, kaj bomo v prihodnosti delali. To spoštovanje, bom rekel, ljudi, ki živijo v krajevni skupnosti, jaz mislim, da je to najpomembneje. In to sodelovanje med društvi je na nek način bolj vzpostavljeno, tako da skozi sodelovanje, skozi povezovanje ustvarjamo dogodke, se povezujemo in to je tisti prvi bit, bom rekel, krajevne skupnosti. Krajevna skupnost mora zaznati, da je, bom rekel, tista celica, pomembna celica v občine, ki se ustvarja, ki se razvija, ki daje pobude in ideje in skozi te dogodke tudi pokaže, kaj so sposobne napraviti, kaj delajo in to je tisto prvotno mišljenje, zakaj krajevne skupnosti te krajevne praznike tudi delajo. Tako v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu tudi že kujejo načrte za naslednji 56. krajevni praznik. Gotovo, da ne bo izostal. Vse od 8. do 29. junija pa praznujejo v Podgorcih. Osrednjo proslavo s podelitvijo plaket so pripravili minuli petek. Krajevni praznik je tudi v krajevni skupnosti Podgorci tradicija, ki bi se ji krajani težko odrekli. Običajno številne športne, družbene in kulturne prireditve porazdelijo v teku meseca junija. Gotovo pa je, da se za vsakogar najde nekaj. Krajevno skupnost Podgorci sestavlja 7 vasi, v katerih prebiva okrog 1600 prebivalcev. Proslavo ob krajevnem prazniku, kjer podelijo tudi plakete, so pripravili minuli petek. Proslave sta se udeležili podžupanja Irma Murat, ki je zbrane tudi pozdravila, zraven pa je bila tudi direktorica občinske uprave občine Ormož Milena Debeljak, a tudi predsednik sosednje krajevne skupnosti Velika nedelja Janko Meško. Domačini so pripravili pester kulturni program, kjer je nastopila vokalna skupina Oslušari, člani Podgorskega kulturnega društva in šolarji.
Slavnostni govornik je bil predsednik Martin Kukovec, ki je spregovoril o dogajanjih v minulem letu ter predstavil tudi nekaj načrtov oziroma projektov, ki se jih veselijo v Podgorcih. Med temi je posebej izpostavil sledečega. Projekti, kateri poteka v Podgorcih, so nadaljevanje projekta čiščenja odpadnih voda v vasi Podgorci s spremljevalnimi deli. Ta projekt je v naselju Svetkovci na Sluščevci uspešno zaključen, sedaj pa se še nadaljuje na manj intenzivno naseljenih krajih. Mene osebno in mislim, da tudi druge krajane to gradbišče tako razveseljuje, da bi jaz gospodu županu oziroma zdaj gospodu podžupani predlagal, da se kar naj vsako leto zgodi kaj podobnega ali večje v naši krajevni skupnosti. Višek proslave je bila podelitev plaket krajevne skupnosti. Letos so jih prejeli Bojan Kokol, aktiven gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu Bresnica, za vse zasluge in požrtvovalnost. Branko Hergula, prav tako požrtvovalen gasilec, ki je tudi član poveljstva Gasilske zveze Ormož, mentor mladim gasilcem in odličen soorganizator gasilskih tekmovanj. Plaketo krajevne skupnosti pa so letos podelili tudi Tomažu Lahu, ki sicer živi v Mariboru, a ves svoj prosti čas preživi na vikendu v krajevni skupnosti Podgorci. Kot vinogradnik, a tudi kot aktiven lovec domače lovske družine, se z vso vnemo vključuje v življenje tukajšnje krajevne skupnosti. V okviru krajevnega praznika krajevne skupnosti Podgorci je potekalo tudi gasilsko tekmovanje. 32 ekip s po 9 članimi se je za pokal krajevne skupnosti Podgorci potegovalo na atletskem stadionu v Ormožu. Tekmovanje za pokal prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. A je tekmovanje bilo tudi eno izmed 5 tekmovanj za pokal Gasilske zveze Slovenije in občinsko tekmovanje za pokal Gasilske zveze Ormož. Ja, danes v bistvu združena 3 tekmovanja. Eno je tekmovanje tradicionalno za pokal Podgorcev, kateremu v bistvu potem tudi ekipe, ki sodelujejo v letnem tekmovanju, pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije, v katerem je eno leto 5, včasih 6 tekmovanj, ki se seštevajo med seboj, se pravi po celi Sloveniji, in eno takih tekmovanj danes je hkrati združeno tudi tukaj. Ker pa imamo tudi na nivoju države drugo leto državno tekmovanje, pa so po gasilskih zvezah zdaj tudi neke vrste izbirna tekmovanja, kjer se ekipe, ki so ta boljše, potem na osnovi tega tekmovanja lahko udeležijo tudi regijskega tekmovanja, ki pa je potem zopet izbirno tekmovanje za udeležbo na državnem tekmovanju. No, in taka 3 tekmovanja v bistvu so danes združena v eno, rezultati se pa seveda ločeno izdelujejo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podgorci, kljub temu, da je organizacija takšnih tekmovanj precej zahtevna, vztrajajo, kar seveda ni slučajno. Ja, tekmovanja so kar veliki zalogaj, kot vidite, je potrebno ogromno priprav. Pred 8 leti pa smo se odločili za to, ker smo tudi sami člani oziroma naše društvo imeli enoto članov, ki so tekmovali po celotni Sloveniji, smo tudi mislili, zakaj pa ne bi tudi pri nas enkrat. Torej v bistvu je bil povod to, da je vaša ekipa bila zelo uspešna, ne, na nivoju države. Res je, tako je. In v kakšnih disciplinah se bo torej danes vse tekmovalo? Danes bo potekala vaja z motorno brizgalno, kot vidite tukaj, in štafetni tek. Koliko ekip bo sodelovalo? Danes je na sporedu 32 ekip, ena ekipa je iz sosednje Hrvaške, so aktualni državni prvaki, ekipe dejansko prihajajo iz celotne Slovenije. Na tekmovanju se je tako zbralo 32 ekip s po 9 člani, skupaj z mentorji in ostalimi spremljevalci se je torej tekmovanja udeležilo okrog 320 gasilcev, ki so jih Podgorčani tudi primerno pogostili in poskrbeli, da je vse potekalo tako, kot je treba. Takšna gasilska tekmovanja pa so veliko več kot zgolj tekmovanja. Takšna tekmovanja se v bistvu izvajajo v okviru izobraževanja gasilcev v Gasilski zvezi Slovenije. Seveda pa je tudi eden od glavnih stvari tudi druženje ekip, da se fantje med seboj spoznajo, da se izmenjajo izkušnje. V
bom rekel, skupnem pogledu pa je to tako dobro za izobraževalni sistem naših gasilcev v gasilski organizaciji, kot pa seveda tudi tisti, bom rekel, družabni del. Seveda pa vse poteka po natančnih pravilih, ki veljajo za gasilska tekmovanja. To je razpis Gasilske zveze Slovenije, na katere se potem prijavijo društva. Gre za 5 tekem v enem ciklusu oziroma v enem letu. Danes poteka 3. to tekmovanje. Tekmovanja pa so dejansko po celi Sloveniji, od Črnomlja, Štrekljevec, Hajdoše, Podgorce oziroma Ormož in Škofja vas. Koliko jih je iz Gasilske zveze Ormož ekip? Ekipi v ligi sodelujemo le mi, PGD Podgorce, danes pa tukaj tekmujejo 4 enote, saj je tudi občinsko izbirno tekmovanje Gasilske zveze Ormož. Po zaključenem tekmovanju so se ekipe preselile v Podgorce, kjer je potekalo druženje, predtem pa tudi razglasitev rezultatov in podelitev pokalov. Na občinskem tekmovanju za starejše gasilce sta tekmovali le 2 ekipi, Cvetkovci in Podgorci. Tako sta tudi bili obe zmagovalni. Drugače pa je bilo pri rezultatih, ki so šteli za pokal prostovoljnega gasilskega društva Podgorci in za pokal Gasilske zveze. Pri članih A je zmagala ekipa Starše, pri članicah A Rova, pri članih B Krka Novo mesto, pri članicah B Starše. Najboljšo uvrstitev med domačini je dosegla ekipa članov A Cvetkovci, ki so osvojili 3. mesto. Pa še en lep dogodek smo zabeležili. Generacija šolarjev, ki so šolski prag osnovne šole Velika nedelja prvič prestopili leta 1956, se je minulo nedeljo srečala na 55. obletnici zaključka osnovne šole. Gre še za eno srčno srečanje, nabito s čustvi in prelepimi spomini. Sošolci so se zbrali pri nedeljski sveti maši v velikonedeljski cerkvi in tako z duhovnim zadovoljstvom štartali v dan, ki ga ni zmotil niti dež, niti dejstvo, da je v zaključka osnovne šole poteklo že 55 let. Spomini so živi in zadovoljstvo, da so se spet imeli priložnost srečati, neomajna. Na srečanju se jih je zbralo 18. Je težko bilo spraviti vse skupaj? Ja, bilo je, prvo smo se srečali po 25 letih po osnovni šoli. Takrat je bilo res težko skupaj spraviti, zaradi tega, ker nisem imela naslovov, nisem vedela, kje so, vsi smo bili razpršeni po celi Sloveniji, bi skoraj rekla, še v Avstriji, v Nemčiji. Pa je šlo in vsakih 5 let se srečamo, smo veseli, da smo že, najprej se naredimo nekšne statistiko, koliko nas še je, koliko jih je že odšlo za večno pot in tako to gre naprej. So prijetna takšna srečanja, ne? Zelo, zelo, zelo srečni smo, da se srečamo, da se vidimo, da se slišimo. Kaj pa vi pravite, radi prihajate na srečanje? Ja, to pa me veseli. Zdaj sem še redno prihajala, zdaj pa če da spet drugo srečanje, zadnjo, te pa ne vem, če bom med njimi. Ne govori tako. Ja. Se srečujete tudi drugače morda s temi svojimi sošolci? Ja, tako, če se vidimo drugače, pa ne. Ja, pa najbolj milo mi je bilo, da smo zadnjič pristopili šolski prag. Jaz sem se jokati začela. Ja, po 25 letih smo se vsi jokali, vsi. Nismo se poznali, sploh se nismo poznali. Prvi, ker je stopil čez prag, se je moral predstaviti, kdo je. Najprej pa smo mi mogli ugotoviti, kdo je. Če ga nismo ugotovili, se je mogel sam predstaviti. Generacija, ki je šolski prag prestopila prvič leta 1956, je osnovno šolanje zaključila leta 1964. Srečanja se je udeležila dobra polovica.
Takrat koliko nas je bilo? Keko? 32. To zdaj, če bi to zdaj, današnje otroke, ne, ki jih je v 15 razredu, pa so bili pred lansko leto 4, ki so jih spremljale, tisti 15 otrok, ne. Takrat pa smo bili tako tiho, pri miru, rešpekt smo imeli, roke na hrbet, ne, ali pa packo si doma, če nisi Boga, ki bi držal na hrbet roke. Ti si mogla v koti stati, ja. Minka, kakšen program ste si danes pripravili? Danes smo najprej presrečni, da smo se srečali, Bogu hvaležni, da še živimo, pa dosti jih že manjka med nami. Smo sicer si naročili lepšo vreme, kak je zdaj, ne, dežuje, ampak ni za to, mi bomo pod streho. Imeli smo sveto mašo za pokojne sošolce in zdaj pa gremo na eno dobro kosilo in na eno sprostitev, da si bomo povedali vse, kaj bo, da je komu padlo na pamet iz naše zgodovine. Ne, saj imamo že, saj smo ja, vsaki 5 let se srečamo in pred 5 leti še nas je bilo več, vsako leto manj, ne, čez 5 let pa Bog ve, s kom boste intervjujali, z menom vem, da ne več. Se pošali sogovornica, ki se pač zaveda, da je minljivost neizbežna. Ampak dan kljub dežju, ki mu ni bilo videti konca, ni bil namenjen solzavosti, pač pa veselemu druženju in možnosti potrkati na vrata številnih prelepih spominov ter usod. Sem pa prišla v 5. razredu iz hrvaške strani služiti v Senešce, kar še vedno in vsem in mojim otrokom in sorodnikom s ponosom povem. In bi se rada zahvalila, se pravičujem, mojim vsem sošolcem, da so me sprejeli, isto kot da sem bila tu, ki je njihova. Imam lepe spomine, niti enega trenutka ne slabega, ker smo peš hodili domov, nas je bilo kar 4 po vrsti, Emil, Minka in jaz. Pasli smo skupaj, peli skupaj, izleti so bili čudoviti, zelo sem ponosna na moje, ki so me imeli pri sebi v Senešci Kosjovi, kot da sem njihova. Ker takrat v tistih časih ni šel vsak otrok na izlet, jaz sem bila vedno. In še zdaj, ko pogledam slike nazaj, tudi v obleki, jaz sem bila vedno isto oblečena kot vsi otroci in nisem čutila niti enkrat tega, da jaz nisem njihova ali pa da sem prišla pač s Hrvaškega ali da tu služim. Ne? No, tukaj ste potem končali osnovno šolo, kam vas je potem pozanesla? Ja, potem sem šla pa v Rogatec se učiti, kjer sem spoznala tudi mojega moža, se poročila in pravzaprav še prej sem naredila gostinsko šolo v Celju. No, gotovo pa radi prihajate, ne, na obletnico? Zelo rada pridem tudi zato, ker z veseljem pridem, z veseljem se srečam z njimi. V Senešci so mi kot bratje in sestre, imam še vedno stike z njimi, tako da bi lahko napisala roman lepi o tem. Tudi sem tako prišel sem v Senešce, ki sem imel botera, ki nič otrok ni imel in me pač vzel za pastira, tako so rekli nekoč. Sem odraščal v lepem okolju, tudi so me radi imeli. Tudi isto leto smo prišla jaz kot ona. Sošolci moji so me vzeli v sredino, kot da sem njihov. Se vedno z njimi še čujem, tako da imam lepe spomine. Tudi pokojna moja sošolka Marta Ozmes Bombek, smo si prepisali nalogo matematično za razstavo na Jivi, pridemo v školo, seveda Toričo, Franček, nalogo vzeme, seveda vsi smo imeli napake, če smo ne prepisali. Nekdo pa nas je zatožil, tako da smo te vsi klečali, tako da smo povčepavali dol, tako resnica, tako je rekla Minka, ne. Jaz pa, rečemo, moj sošolec Emil, ki danes tudi ni, to je tudi Vaščan,
pa smo se šli trenirati, ker naša Marija Meškova Štagovra, ona matematiko vladala. In smo te v kuhi pri nalogu delali, sem pa ta, pa mama jena nam je dala jesti, piti, vse tako treba. Tu pa tam pa je pogledala, ker je bil bolj dolgi kak jaz, pa tako se je zdelo, da nekaj gleda, ampak ne bilo nič nevarnega. Tako da smo še vedno na vezi, sem z 8 šolci, tako da sem prav vesel in se zahvaljujem, da so me vzeli v njihovo sredino. No, kam pa je vas pot odpeljala? Pot pa me potem odpeljala v Ormož, sem začel učiti za mesarja, sem se tam učil pri današnjem, ko je bil kmetijski kombinat Ormož, je bil še Racek direktor, potem k vojakom, od vojakov Maribor, tam sem bil v Košakah 20 let, medtem sem naredil tudi višjo živilsko šolo, potem pa me pot vodila spet naprej v druge vode in sem bil komercialist za MIP Novo Gorico 17 let, živim pa v Mariboru. Še kakšna fotografija pred domačo šolo za spomin. In srečanje se je nadaljevalo v bližnjem gostišču. Gotovo, da se je zavleklo v pozen dan, saj si je še vedno treba veliko povedati. Nasvidenje čez 5 let, so si rekli ob slovesu, s upanjem, da se jim pridruži še kakšen sošolec. To nedeljo pač nekateri niso imeli možnosti biti zraven. Za konec pa še v svet športa. Šolarje osnovne šole Ivankovci je na zaključni prireditvi obiskal popularni rokometaš Marko Bezjak. Atraktiven dogodek pa je bil tudi 16. ormoški nočni ulični tek. Pozdravljeni še v športnem delu Trip Ormoža. Minuli državni praznik so vsaka na svoj način obeležile tudi osnovne šole po občini. Osnovna šola Ivankovci je v prazniku Dneva državnosti pripravila svečanost, ki so jo popestrili s posebnim gostom, vrhunskim rokometašem in olimpijcem iz Ria de Janeiro, Markom Bezjakom. V bogatem kulturnem programu ni manjkalo odlične glasbe, plesa in spodbudnih besed, s katerimi so se predstavili osnovnošolci. Obisk bivšega rokometaša Jeruzalema, Gorenja in danes Magdeburga ter dobitnika bronaste medalje iz svetovnega prvenstva leta 2017 v Franciji je bila tudi darilo ivankovskim šolarjem ob zaključku uspešnega šolskega leta. Še posebej sta se obiska maestra razveselila Vanessa Lesjak in Maj Meško, ki sta iz rok Marka prejela pokala za naziv športnik šole za leto 2019. Torej, športnica leta v šolskem letu 2018-2019 je postala 9-šolka Vanessa Lesjak. In še športnik leta v tem šolskem letu je Maj Meško.
Obisk v Ivankovcih je Bezjak izkoristil tudi za podelitev majic rokometnega kluba Jeruzalem, katere so prejeli učenke in učenci, ki so skozi celo šolsko leto marljivo obiskovali rokometne treninge na šoli. Le-teh se je udeleževalo skoraj 30 otrok. Obenem je Marko med učenke in učence razdelil letake za 21. poletni tabor, ker bosta letos meseca avgusta združila moči rokometni klub Ormož in mažorete iz Ormoža. Tabor bo potekal od 24. do 27. avgusta v Miklavžu pri Ormožu. Ormoškega rokometaša čaka še dobrih 14 dni počitka, nato pa sredi meseca julija pričetek priprav na novo sezono v Magdeburgu, lani tretji uvrščeni ekipi nemške Bundeslige. Atletski klub Ormož je, kot tradicija veleva, pred dnevom državnosti po ulicah Ormoža izpeljal ormoški nočni ulični tek. Gre za dolgoletno tradicijo, saj je šlo že za 16. tek. Prvi je bil izpeljan že leta 2003, le leta 2007 teka zaradi določenih zapletov ni bilo. Organizator je prireditev pričel z otroškimi teki na 550 in 1100 metrov. Udeležba je bila zelo visoka, kar gre zahvala športni šoli Tada, ki je bila najštevilčnejša. Med najmlajšimi, letniki 2008 in mlajši, ki so tekli na razdalji 550 metrov, sta bila najhitrejša Maša Polanec med dekleti in Rene Voršič med fanti. Med nekoliko starejšimi, letniki 2004 in mlajšimi, sta progo dolgo 1100 metrov najhitreje pretekla Lina Rotar-Pavšič in Dino Jelovica. Na družinski tek se je letos podalo 9 družin, ki so morali preteči razdaljo dolgo 1100 metrov oziroma 2 kroga. Kot bronasta se je na stopničko uvrstila družina Smodiš, kot srebrna družina Rotar-Pavšič in kot zlata družina Jurčec, kjer sta tekla Rožle in Aleš. Na štafetni tek se je podalo 8 štafet. Tretje mesto je zasedla druga ekipa atletskega kluba Ormož, drugo mesto ekipa kluba ormoških študentov in prvo mesto prva ekipa atletskega kluba Ormož, ki je bila od najbližjih zasedovalcev hitrejša za 3 sekunde. Po vseh omenjenih tekih je sledil glavni tek, kjer so ženske tekle na 4000, moški pa na 4800 metrov. V konkurenci žensk se je zmage po 5 opravljenih krogih časom 15 minut 12 sekund veselila Renata Vetri. Za zmagovalko so sledile Andreja Gorčan, Petra Jenko, Maja Medved in na 5. mestu Klara Kajser. Po razglasitvi rezultatov smo pred kamero in mikrofon povabili zmagovalko 16. ormoškega uličnega teka. Čestitke na zmagi, ste prvič na tem ormoškem uličnem nočnem teku? Ja, prvič sem tukaj. Zelo lepo je, fajn tek, fajn navijači, lepa proga, krasno. In kdo vas je navdušil oziroma kako to, da ste prišli sem? Ja, tukaj smo s parimi prijatelji, z klubom Atletsko društvo Štajerska in so mi povedali za ta tek, povabili me, pa smo šli malo pogledati. No, na koncu prvo mesto, kako ste zadovoljni? Ja, super, vesela sem, zelo vesela. Presenečena, nisem tega pričakovala, zato sem pa zelo vesela. Vzdušje na progi, o progi, kako ocenjujete? Super, super. Fajn navijači, vsi navijajo, vsi so dobre volje, vsi so veseli, super. Torej vas vidimo tudi prihodnje leto? Absolutno. V moški konkurenci se je na pot dolgo 4800 metrov podalo 34 tekmovalcev. Zanimivo, da so uvrstitve 3 najboljših bile identične kot leto poprej. Po odličnem teku v zadnjih 2 od 6 krogov se je zanesljivo zmago pretekel Matej Šturm s časom 14 minut 56 sekund. Matej Šturm, čestitke, tretjič zmaga v Ormožu na tem nočnem uličnem teku. Kakšni so občutki? Hvala za čestitke, občutki so super, zmagati ob takšnem številu, ko se tu zbere ob progi gledalcev, je super, tako da jaz sem vesel, da sem tretjič zapored zmaga. Zanimivo, identična zmagovalna trojica kot minulo sezono. Kje pa je letos padla tista odločitev o zmagovalcu? V katerem krogu, kje se je zlomilo? Ja, res je, to smo fantje iz te okolice. En izmed boljših tekačev tu in fajn je, da se zberemo na takšnem teku. Odločitev je pa padla po 4. krogu, kjer sem naredil razliko in potem mirno do konca odtekel ter zmaga. Kakšne so želje, pričakovanja do konca sezone letos?
kaj te še čaka? Najprej me zdaj v soboto čaka močna tekma na Bledu, ker bo močni fantje nastopili, tako da to je prvi cilj. Na to pa nadaljevanje sezone še ne vem, najverjetneje pa konec sezone Ljubljanski maraton in najverjetneje še prej Konjiški maraton, ker je državno prvenstvo na 10 km. Drugega mesta se je veselil Aleš Zver, ki je za zmagovalcem zaostal 11 sekund. Tretji in nič kaj razočaranje je bil domačin Blaž Orešnik. Blaž Orešnik, zelo zanimivo, identična situacija kot lani, prvi, drugi, tretji. Je bilo kaj mogoče upanja, možnosti za kakšno stopničko više? Pa mislim, da kaj se tiče Zvera, mogoče, ampak za Mateja pa vem, da ne, se poznamo, tudi včasih treniramo in on je se tu je videlo v tistem tretjem krogu, nam je naredil razliko v 50 metrih. To sem želel reči, da zadnji krog si je priboril res veliko prednost že in potem je verjetno šla borba samo za drugo mesto med teboj in pa Zverom. Ja, tako je. Zver pa je tudi, kar se tiče teh kratkih tekem, sploh v finiših so pač dečki, vem, da so hitrejši, na kakih daljših, na tempo še mogoče gre, na teh kratkih pa ne sploh Matej, ne, po moje Sloveniji ni tekača, če pride z njim tu v zadnji pri občini dol, da pride pred njim v cilj. Vzdušje na progi, o progi. Je super, se pozna tu mimo občine, ko je več ljudi, je kar lažje kot pa tisti hrib tam mimo cerkve, tako da je super, bi bilo, če bi bilo še več. Cilji, plani do konca sezone, spokojno na praktično polovici sezone? Ja, zdaj malo čez poletje, malo pauze, potem pa sem pripravil verjetno za kaki, upam, da letos pa uspeje maraton teči, lani sem imel plane, pa potem neke poškodbe, letos pa upam, da bo maraton. S stopničkami sta zaostala četrtouvrščeni Vito Kunstek in petouvrščeni Tomaž Rep, član domačega atletskega kluba Ormož. O dogodku smo še nekaj besed spregovorili s predsednikom atletskega kluba Ormož Ivanom Golobom. Tako, 16. ormoški nočni ulični tek je za nami. Prej sem gledal malo statistiko, leta 2003 se je vse skupaj začelo. Ste kdaj pričakovali, da bo tako dolgo trajalo in da bo to tako dobro izgledalo? Ja, pričakovali, zdaj, če smo se enkrat spustili v to, bi skoraj rekel, da smo pričakovali, da bo trajalo več let. Eno letno zmes je zmanjkalo, smo nekako ne našli skupnega jezika, drugače pa, ja, odlično. Danes preko 150 sodelujočih, že skoraj blizu 200, tudi število gledalcev je bilo solidno, vreme po mojem idealno, skratka lepa zadevica. Ja, v glavnem letos nam je resen poslužilo vreme, kako prvo je število nastopajočih, to je razveseljivo, da je bilo toliko pač udeležencev. Predvsem tudi se je veča število tistega glavnega teka, moške, ženske. Tudi ostale so bili teki številnejši kot lansko leto, ki jih je bilo vse skupaj 100, tako 50% večja udeležba, seveda razveseljivo. Domači, kako ste zadovoljni z rezultati domačih? No, to se je pričakovalo po tistih prijavah, kako so bili, da bo pač zmagovalec tretjič Matej Šturm. Mogoče bi Blaž lahko lovil drugo mesto, očitno je premočen Matej Šturm za ostala dva, drugega in tretjega za Aleša in Blaža. Vendar zadovoljni tudi z domačimi tekmovalci. Ponovadi pozabljamo na tiste, ki so ob progi, ki varujejo praktično cesto, cel kup volonterjev, ki jim trebamo te priložnosti čestitati in se zahvaliti. Ja, seveda, je precej tistih, ki ob progi od redarov, ki je 16, pa še policijska postaja nam pomaga po eni strani, da je bolj resno izgleda, najde se kakšen, ki redara ne bi tako upošteval, kako pa če vidi zraven še policaja. Pa tudi tu v cilju pač treba biti nekaj tako, da seveda je kar precej tudi ob progi članov, ki morajo poskrbeti za nemoten potek prireditve. Za nami je 16. ormoški nočni ulični tek.
Misli organizatorjev pa že usmerjene k izpeljavi 19. ormoškega polmaratona, ki bo potekal meseca marca ali aprila prihodnje leto. Tretja zmaga Mateja Šturma torej v Ormožu. Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric s stoterimi vinskimi griči do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa, Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož, v službi prihodnosti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Toliko za danes. Več bomo prikazali in povedali v prihodnji oddaji. Dogodkov ne zmanjka. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.